sem vesel, da sem po teh dobrih dveh mestih aktivnega dela v Evropskem parlamentu spoznal, da je Evropski parlament precej drugačen od slovenskega, da se parlamentarna demokracija na evropskem nivoju bistveno bolj spoštuje in da se enostavno neka gnila jajca, ki se potaknejo včasih v kakšen hearing pri vladi, pa potrdi v parlamentu, glede na to, da se koalicija enostavno tako dogovori v Evropskem parlamentu, ne more zgoditi. To, kar smo bili priča v teh dneh in se tudi je bilo na koncu pred glasovanjem okoli naše kandidatke, sem bil prisoten na tem glasovanju, nisem imel glasovalne pravice, ker nisem član teh dveh odborov, vendar je bilo enotno stališče z izjemo malce drugačnega skupine ALDE, ki je dalo te glasove. Vse ostale skupine so bile enotne, in tudi nek glaščar strnil v 3 izjave, ki si jih je dali razbrati, od da je enostavno nemogoče pričakovati, da bi nekdo v enem tednu toliko napredoval od tistega prvega, da bi lahko drugič prepričal odbore, drugič, da je to izguba časa in tretjič, da je potrebno ohraniti verodostojnost Evropskega parlamenta. Glede teh dilem, ali nas je 8 evropskih poslancev dovolj, da lahko ustvarimo neko večinsko javno mnenje v parlamentu, sta kolega že dejala. Ne, povem zelo odkrito, kljub temu, da politiki običajno zelo hlepimo po tem, da govorimo, koliko imamo moči in oblasti v svojih rokah. Tudi nas 5 poslancev Evropske ljudske stranke nismo bili dovolj močni, da bi se pravočasno upozorili, prepričali kolege in ustvarili kakšno nasprotovanje a priori gospe Bratuškovi. Vekolikor bi tisti ponedeljek gospa Bratuškova približno, oziroma tem hearingu približno, dober vtis oddala bi bila v skupini tistih 28 komisarjev, ne glede na to, kaj se vi mislimo, pa kaj ocenujemo. In toliko zato tudi resnično ne morem prevzeti ali pa direktno govoriti o nobeni odgovornosti oziroma krivde za ta debakl, ki ga je doživela Slovenija, ne samo gospa Bratuškova v Evropskem parlamentu. Ravno zaradi tega bo, kot je bilo že rečeno, precej podrobno gledom zaslišanje gospe Bulčeve. Iz teh vseh pogovorov je zaznati na nek način nelagodje, tudi to, kar je gospa Fajonova dejala, da se tudi na drugem področju mora nekdo pripraviti na še zahtevnejši hearing, največ na področju energetske unije, nek kandidat, ki je že imel en zahteven resor pokrit. Vsekakor je čutiti, da je moč pričakovati kakšne, recimo to malce narekovajo, kakšne blažje odpustke na vsebinskem delu, tisto integriteto in pa evropsko noto politiko bomo vsekakor potrebno pokazati na zaslišanju v ponedeljek. Sam tudi delim to zadovoljstvo, ki ga je izrazila gospa Fajonova, da smo bili strani gospe Bulčeve povabljeni na razgovor, ki sem se ga z veseljem udeležil. In ko je vprašanje okoli nje, smo reči, da sem gospod Bulčevo spoznal že prej, bil 2-krat, 3-krat na določenih usposabljanjih, ki jih je pač vršila za različne ali za podjetnike ali pa tudi za tiste, ki v politiki, ki podjetništvo zanima, sem imel dober vtis o njej že prej. Tudi po tem pogovoru navdaja ta prvi občutek z nekim optimizmom, to, kar je bilo rečeno, da je samozavestna, da se za razliko od prve kandidatke resnično ukvarja s vsebino, pripravlja na to in jaz sem pripričan, da je tudi teden kvalitetnih priprav na nek način dovolj, da se lahko nekdo pokaže kot to, kar je prvo vprašanje, ali je kompetenten, primeren za komisarja. Tisto vsebinsko, kar je drugo vprašanje, pa zagotovo za ekipo, če je dober organizator, to tudi naredi in enostavno preide to preizkušnjo. Kar se tiče resorja, mislim, da, kot je bilo že rečeno, da je promet eden od pomembnejših resorjev. Prepričan sem, da tudi z vidika, da je slovenski komisar zadolžen za transport, kar neka pomembna zadeva. Žal pa bo v veliki meri odvisno od stanja v naši državi, od odločenosti za kakšen projekt, ki je tudi v kakšnem tem programu, ali ga bomo zrealizirali ali ne. Komisar je lahko dobra pomoč pri temu, vsekakor pa je veliko odvisno od nas in drugi tir, ki je med temi programi, ki imajo zeleno luč, da se lahko uvrsti tudi v evropsko financiranje, se mora vlada najprej opredeliti, ali je to prioriteta ali ne, pa verjamem, da je bil tisti spodaj
ministra gospodar Slaj, zato da bi pa to lahko realizirali, pa ogromno še potrebno postoriti doma. Kar se tiče zaslišanja, tako kot je bilo rečeno, jaz pričakujem eno zelo korektno, profesionalno zaslišanje, kot so bila vsa doslej brez izjeme. In v tem zaslišanju zagotovo bo postavljeno vprašanje okoli teh izkušenj v politiki. To sem tudi dobro namerno v tem pogovoru gospod Bulčevo upozoril, ali pa je dal na svet, da se naj se na to vprašanje pripravi in zagotovo bo to potreben odgovor, nikakor pa mislim, da to ne bo neki izključujoč pogoj, zaradi česar bi kdo ne bil imenovan za komisarja. Vkolikor bo gospa Bulčeva imenovana v sredo s skupino ostalih kandidatov in kandidatov v Evropsko komisijo, čaka na domačem terenu zopet ena pomembna naloga, da čim prej dobimo ministra pristojnega za regionalni razvoj. To je eno ključnih področij, na katerem je na nek način bila ta naloga zaupana gospod Bulčevi in tu je potrebno v naslednjih tednih, mesecih marsikaj postoriti, tako da upam, da bo potem tudi v vladi primerna zamenjava za to ministrico.